Namen današnjega večera je zato, da dava s Kristi konkretne usmeritve, kako najti informacijo, ko jo rabiš, kako jo prepoznati in kako jo čim prej uporabiti v življenju. Zaradi tega, ker v moderni dobi, v kateri smo trenutno, imamo en kup informacij okoli sebe in potem smo ljudje lahko zmedeni. Res je, da moramo slediti notranjemu glasu po intuiciji, ne? Da človek zase ve, samo včasih rabi pa neko usmeritev. Sploh, če preletiš žmaharjema v duhovni atelje, ki si zbombardiran z vsemi kozmičnimi znanji in se počutiš, kot da si v akaški knjižnici, kjer knjigo letos brat, ne? Tako da, to je današnji namen danes. Veliko dobivamo mailov od ljudi, ki rečejo, a mi lahko prosim pomagate razumeti usmeritve, dodatno usmeritev, in temu je namenjen današnji večer. Suma sumarum zato, da lahko vsak nekako reši svoje izzive, ki jih ima, ali pa doseže tisto, kar si želi. In prva stvar, ki bi danes rad povedal, je čustveni in miselni trnek. Evo, tako bom kar začel. Kaj je čustveni in miselni trnek? Si že kdaj slišala to? To je stvar, v katero se zelo veliko ljudi ujame, sploh v trenutnem obdobju. To je, ko se človek, veš, ujame v svojo lastno percepcijo. Človek ima neko težavo v življenju, neki izziv, ne ve, kako ga rešiti, ali pa misli, da ve, kako ga rešiti, pa mogoče potem ugotovi, da ne gre, ampak to mišljenje, ta lastna percepcija človeka dostikrat ujame v glavi in se človek začne vrteti v enem in istem scenariju, v eno in istih rešitvah. To veš, to je tista situacija, ko se mogoče znajdeš v neki situaciji, pa veš, da si jo sposobna rešiti, ampak ne veš pa tehnično, kako zadeve speljati naprej, pa na kaj se fokusirati. Znotraj sebe čutiš, da imaš notranjo moč, ampak pišoka ne moreš izstopiti iz začaranega kroga eno in istih ponavljajočih se misli. To je zato, ker si se mogoče ujela na čustveni trnek. In ko smo pisali to skripto, so rekli vodniki, to je čisto kot riba, veš, ko riba plava po vodi, pa se ujame na ribiški trnek, ne. Težko pride dol, mora biti ful iskrena. Riba, če se ujame na trnek, težko pride dol. Nobena riba se ne bo s plavutjo snela trneka, tako da ne bo bolel. Rabi kaj, nekega ribiča rabi, da je ven potegne, pa če ta ribič prijazen, pa rečemo, da športni ribič, bo rekel ribica, hvala, jaz sem te sliko naredil in ne vrgel nazaj noter, ne. Ampak to je najboljši možni scenarij, pa se mora petek riba še pozdraviti, ti žnabel, ne, ki se je tam raztrgal. In dostikrat se nam to zgodi, ujamemo se v ta miselni trnek in smo potem nemočni. In se ne moramo sneti iz huka dol, iz kavla, ne. In veš, midva v bistvu nekako čutiva, ker že več kot 10 let delava to, kar se mi danes pogovarjamo. Tu ni neka muha enodnevnica, midva definitivno nismo muha enodnevnica. Sva dva, ki sta zelo globoko prepoznala purpose, poslanstvo na zemlji in zelo vidima, kje moramo pomagati svetu graditi. In zato smo naredila vse te tečaje, katere smo naredila. Zaradi tega, ker so to metode, s katerimi se mi lahko odhaklamo iz trneka, na katerega se lahko iz tisočih razlogov zapletemo. In veš, razlog je, zakaj že toliko dolgo vztrajamo na tej poti? Ker midva delava vsak drug dan skoraj tečaja, ne? Oziroma oba naenkrat delava tečaje. Več njih, zakaj toliko vztrajava na tem? Zaradi tega, ker sva v zadnjih 14 letih, evo kmalu bo 14 let, odkar delamo to, ne? Videla tisoče in tisoče in tisoče dokazov in zgodb ljudi, ki so se sneli s trneka in so si pozdravili usnjico in so iz kakršnega koli razloga padli, pa so se pobrali, pa so našli neko informacijo, usmeritev, ki jim je pomagala. A veš, in potem, ko vidiš te dokaze, ker ni to kar nekaj, da smo si zdaj midva zmislila, ampak je resnična gradnja življenja, ki je zelo pomembna, ker rešuje stvari v življenju, no, potem je pa to razlog, da se še bolj in bolj trudimo. In zakaj so ti tečaji, naprimer pri nama, zdaj učinkoviti, zdaj bo to reklo, Žmahar je govoril, koliko sta fajna. Ni namen, da jaz govorim, koliko smo mi da danes fajna. Je pa namen, da ti povem, da se res dobro počutimo v tem, kar delava in da res dobre stvari znamo narediti. Zaradi tega, ker imate, če priješ na naš tečaj, ko priješ na naš tečaj, imaš mentorstvo. Prva stvar je, jaz nisem najboljši za zdravljenje čustev ljudi, zaradi tega, ker je moje življenje bilo lepo. Ker je ste, po drugi strani, če boste njeno življenjsko zgodbo spoznali, boste ugotovili, da ta punca, o Bože milo, koliko je ona dobro spada, glede na to, čez kaj je šla življenje čez, ima en portfelj izkušenj, zaradi katere zna pomagati. Skratka, dosti stvari so prebrodila, dosti stvari so dala čez in znala ti vam pomagati. Prvič, tega ne delaš sama. Ko prideš ti na tečaj, nobenih stvari, nobenega zdravljenja, dobenih učenj ne delaš sama.
ob sebi imaš non-stop moč kolektive. Veš, ko priješ ti na ta tečaj, tam se vedno naberejo ljudje, ki imajo željo rasti, ki imajo željo se razvijati. Tam se naberejo ljudje, ki so navdušeni. Vedno se zjutraj, ko se vklopim na tečaj gor, je veš, kakšna energija na klepetu. Iz cele Slovenije, ali včasih iz tujine so ljudje, ki skupaj za kolektivno energijo potem gremo naprej in imamo fantastične dneve. In potem se tle, veš, ko poslušaš zgodbo nekoga, pa dobiš energijo, pa te ta človek podpre, pa veš, aha, še tam na Jesenicah, še tam v Kranju, še tam v Ljubljani, še tam na Obali je še nekdo. A veš, aha, gleda, ima isto zgodbo, pa je uspel. Veš, kak podporni krog je to? To je izjemno. Mi, da so teh videla primerov na stotine in stotine, zaradi tega so tudi sama tukaj navdušena. To je prvi razlog. Ne? Ta miselni čustveni trnek dajemo dol. Druga stvar je utrjevanje energij. Zakaj je fajn na sebi delati? In dotično iti na tečaj, naprimer. Zaradi tega, ker te zelo energijsko zbilda, zelo te energijsko ukrepi. In tečaji so učinkoviti zaradi tega, ker to ni neka stvar, ko enkrat slišiš, pa rečeš, aha, sem videla film lani, pa pol pozabiš še 2 meseca, kaj je bil. Naši tečaji so tako narejeni, da je program v zadju, veš. In potem ti vsak dan nekaj delaš. Ti vsak dan imaš domače naloge. Ni za to domače naloge tako, da ti okupira urnik, pa da ti tam sesuje neko rutino, ko imaš. Sploh ne. Ampak vsi tečaji, na katere smo naredili s Kristi tako, da ko se učiš o njih, je konstanten proces, v katerem vsak dan rasteš. Pa imaš eno mini domačo nalogo vsak dan, pa imaš mogoče eno majhno meditacijo, katero zjutraj ali pa zvečer narediš, oziroma kdaj ti paše. Ne? In potem dejansko nič, veš, dobena stvar se hitro ne zgodi. Ko ljudje dostikrat v tem svetu hočejo hiter stvari, hoče takoj rezultat. Ampak če pa delaš in si ustvariš novo navado, pol se pa lahko začne dogajati zelo hitro. Zato so naši tečaji dolgi 3-4 mesece, 5 mesecev, kakorkoli pa se vidimo enkrat na mesec, pa se te nove navade zelo tako lahkotno sprot gradijo v glavi, v čustvih in v delovanju. In to je ena taka zelo učinkovita stvar. In naslednja stvar, možgani so prvaki v tem, da če ponavljajo neko stvar, če grejo v rutino, zelo hitro začnejo na nov način razmišljati. Naši možgani so zelo inteligentni. Če bojo 3-krat, 4-krat slišali, da ti neko misel ponavljaš v glavi, jo bojo posvojili. Če bojo ugotovili, da ti neko stvar se sprašuješ vsak dan in razrešuješ vsak dan ali pa meditiraš na njo, bodo zelo hitro začeli sodelovati in se ti ne bojo upirali. Večini ljudi se možganov upirajo, ravno zaradi tega, ker jih ne znajo graditi, ker ne znajo možganov uporabiti za to, da jim pomaga graditi svoje življenje. Ne? In veš, ta rutina, ki jo mi dobimo na tečajih in te ponavljanje in ta sistem je ključnega pomena. Ugotovila smo, da se ljudje naprimer ne znajo učiti. Ljudje se ne znajo učiti zaradi tega, ker nimajo sistema. Zato so potem vsa ta znanja sistemsko organizirana in so fantastična. Tretja stvar, ki je pa zelo pomembna, zakaj je pa fajn, da razmišljaš o razvoju čez tečaje, je pa eterična učinkovitost. Kaj je za eterična učinkovitost? Mi da vedno, ko učiva duhovna znanja ali pa jih predajava, kanalizirava, kakorkoli, vedno delava z duhovnimi bitji visokih svetlobnih dimenzij. To so bitje, ki prihajajo iz naprednih civilizacij, iz Atlantisa, Plejad, Avalona. To so angelske, vilinske zavesti, čarovniške zavesti, skratka bitja, ki imajo zelo visoko frekvenco. In ta bitja imajo v sebi zelo močne naravne zdravilnosti, naravne manifestacijske moči in nam lahko pomagajo. Ampak nam ne morejo pomagati, če jim mi ne dovolimo. Ne morejo nam pomagati, če se mi ne preklopimo na njihovo energijo, če jih ne prosimo za to. Zato so potem naše meditacije in naši programi zelo velikokrat v partnerstvu s temi duhovnimi bitji. In ko prideš ti na tečaj in delamo iniciacijo, naprimer z nekim nadangelom, daš ti neposreden dostop, da ti pomaga. Ko pa ti začneš delati novo navado v glavi zemeljsko in na to priključiš še neko duhovno energijo, potem se zgodi pa sinergija v tvoji hitrosti in v količini obilja ali pa razreševanja, ki se zate zgodi. In potem lahko greš zelo hitro naprej. Ne? In to je ena taka stvar, veš, ki je zelo pomembna, da razumeš, ker ljudje včasih rečejo, aha, tam je nek tečaj, ja, v redu, bom videla. Res je en tak zelo pameten način, kako delamo in sem ti hotel zdaj dati sem nek insight v to, kako vse skupaj poteka. Zdaj pa Kristina, zate naslednje korake. Ja, torej, Mihael je zdaj malo povedal o tem, torej, zakaj so na splošno tečaji učinkoviti. Veliko ljudi, recimo naju, torej, je vprašali, zakaj bi človek sploh hotel hoditi na tečaj in tako dalje, a ne?
Ampak mogoče bi tukaj jaz potem nadaljevala in bi odgovorila še na eno drugo vprašanje. Ok, če zdaj to tako, kot je Mihael rekel, in če so tečaji tako zelo učinkoviti, a ne, zakaj pa vsi ljudje ne hodijo na tečaje? Zakaj recimo, ko ljudem predstaviš, da imaš ti tam pač neke duhovne tečaje in tako dalje, a ne? Zakaj pa vsi ne hodijo? Zakaj, če je to tako pametna odločitev, zakaj se vsi ne odločijo za tečaje? Zakaj ni to tako, potem razumeš, čisto vsi ljudje, ki jih poznajo, hočejo iti na nek duhoven ali pa osebnostni tečaj. Rada bi zdaj recimo ti predstavila par nekih razlogov, ki je zelo dobro, da pri sebi pogledaš, sploh če si se kadarkoli v življenju nekako spogledovala s tečaji, zato ker je zelo dobro, da prepoznaš mogoče neke izgovore, ki jih mogoče včasih prestrašen nižji jaz predstavi, zato ker jih je ful dober poznati in zato, da ti nekdo iz prve roke, kot se zdaj midva poveva, zakaj recimo bi mogli mogoče si vsi ljudje vsaj v eni točki svojega življenja želeti, da grejo na tečaje. Ok, recimo, kaj je tisto, kar ljudi ponovadi ustavi? Ustavi, ko razmišljajo, da bi šli na neko duhovno izobraževanje, kaj je tisto, kar jih ustavi? Evo, jaz sem tako nekako se probala spomniti 4 najpogostejših razlogov, tako da bomo nekako s tole vsebino razbijali mite. Kaj so mi ljudje povedali? Kristi, imamo občutek, da nimamo volje ali pa energije, ker smo tako zelo utrujeni. Ste kdaj slišali to? Dostikrat ljudje mislijo, ful si želijo recimo iti na kakšen tečaj, ampak ne grejo zaradi tega, ker mislijo, da enostavno tako niti kančka energije nimajo več. Imaš otroke, imaš to, se dogaja, tretje se dogaja, vse se nekaj dogaja, a veš, kaj mislim? In takrat ljudje rečejo, jaz ne morem, Kristi, ne morem, kaj cuna sem, ampak niti kapljica vode več ne moreš dobiti ven iz mene. To bi vam rada danes razložila. Ljudje dostikrat mislijo, zato ker njihovi možgani to primerjajo s klasičnim svetom, to pomeni s klasično šolo, študijem, ali pa kakorkoli, da je to ista stvar. Duhovni tečaji ali pa klasična izobraževanja niso ista stvar. To pomeni, če si ti ful utrujen, veliko si delal, pa se moraš potem iti tam zgodovino rimskega cesarstva učiti, jaz verjamem, da so tvoji možgani lahko ob tem zelo, zelo utrujeni, ne premorejo več novih informacij, ti jim pa hočeš oziroma nekako zahtevaš od njih še nekaj novega na to natlačiti. Duhovni tečaji niso isto. Duhovni tečaji imajo kontraučink kakor klasika. To pomeni, da če si zelo utrujen in se ti zdi, da nimaš energije, ti jo tečaji dajo. Glih kontra je in ogromno ljudi, ki ne sproba tečajev, tega recimo ne ve. Jaz recimo bi priporočala najbolj utrujenim, najbolj žetim, najbolj ljudem, ki so brez energije, brez volje, so apatični, ker je enostavno bilo vsega preveč, ravno njim se svetuje tečaje. Zaradi tega, ker že ti, ki to poslušaš, ki absorbiraš, ti dviguje frekvenco, ti dviguje energijo in si ti boljš. Več energije imaš. Ni to tako klasično, kot se ti mogo iti učiti in potem si utrujen, razumeš? Več energije imaš, takoj si boljš. Vsi, res, tudi oni, ki ste zdaj to kalaj poslušate, napišite tistim, ki to prvič poslušajo, vam bojo povedali. Res, takoj si boljš. Takoj, ko greš precej tečaja, dobiš več energije. Torej, odgovor na utrujenost so tečaji, kljub temu, da si ti mislil, jaz bom mogel nekaj vložiti, pa nimam niti kančka energije več. Ampak je glih obratno in to sem vam hotela danes. Komaj sem čakala, da to zdaj lahko povem. Torej, to je en mit, katerega smo zdaj razbili, pa mogoče tako, da boste vedeli, kaj je to v resnici. Ker nikoli se še pa nismo o tem nekaj na večje pogovarjali. Druga stvar, strah pred spremembo. Ljudje recimo rečejo, meni je zelo iti strah na tečaj, ker potem se bojim, da bojo prišle pač neke spremembe, na katere jaz nisem pripravljena in te spremembe so negativne. To ne drži. Spremembe, katere ti opisuješ kot negativne, so te sploh pripeljale do tega, da si se sploh vprašal o duhovni rasti. Duhovni tečaji ne prinašajo negativnih sprememb zaradi tega, ker ne more to tako biti, razumeš? To je isto, kot da se lisica dere, da je žirafa. Pač nikoli ne bo žirafa, pa zaradi mene, če sta obedve nekih oranžnih barv. A veš, kaj mislim? Pač ne bo šlo to česa, ne? Skratka, ti, ki imaš neke spremembe v življenju, ki so negativne, tebi duhovni tečaj to ne bo poglobil. Zaradi tega, ker tečaji so visoka frekvenca
in kvečemu začnejo zadeve urejati, kvečemu imaš ti zelo pozitivne in hitre rezultate. So ljudje res, ki se bojijo sprememb in se bojijo, kaj bo to pomenilo, če grem jaz zdaj na nek tečaj, a se bojo začele neke spremembe. Ja, ampak te spremembe so kontrolirane, načrtne in ti poveš, v katero smer morajo iti. To je energija. A veš, ona tebe usmerja in ti rečeš, tja gre, ker spremembe se bojo tebi, hočeš, a pa nočeš, dogajale. In če se tebi življenje kar samo po sebi dogaja in spremembe zadanejo ob tebe, te lahko zelo presenetijo. Z duhovnimi tečaji imaš ti na tem nadzor. Samo to, da boste vedeli, da se ljudje ne rabijo biti sprememb, kadar govorimo o samih duhovnih tečajih. A veš, kaj mislim? To so res taka čudovita izkušnja. Še ena taka stvar, katero seveda teli naši lepi možgani lahko pripravijo. Ni še pravi čas za mene, jaz ti povem, Kristi, meni so ful všeč ti vaši tečaji, ampak zdajle trenutno pa res ni pravi čas. To je izgovor, katerega ponavadi pripravi ego, ki se boji prejšnje točke, sprememb. Nekaj moraš vedeti pri energijah pa duhovnih tečajih. Energije niso tako, kot recimo nižji Aziji, nagnjene k temu, da bi zapravljale čas in energijski prostor. To pomeni, da ego lahko recimo veliko časa razmeče za balastne stvari, duša pa energija pa angeli pa tega ne delajo. To pomeni, da duša nima nekega črnega humorja, da te reče, jaz bom pa na tebe vrgla zdaj tečaja pa neki, ampak ni pravi čas za tebe. Enostavno nima tega črnega humorja, veš, kaj ti hočem reči, enostavno to se ne zgodi, ni mogoče. To pomeni, da v trenutek, ko človek razmišlja o nekem tečaju, da bi naredil za sebe, to je direkten nagovor duše. In če nekdo pa reče, ni pravi čas, ni to tako, da se je duša zmotila, ampak jo je ego potem preglasil s tem, ko je rekel, da ni pravi čas. Ampak, a si vi predstavljate, recimo, ne vem, nad Angela, Mihaela, pa Rafael, ki reče, da, veš kaj, mi ti bomo zdaj dali neko rešitev za življenje, ampak nič ne skrb, ni pravi cajt za to, sam zabavali smo se. Mislim, kva? A veš, kaj mislim? Zdaj, če tako nekako sem zdaj to povedala, pa logično pogledaš, ti je nekako logično, da? Ampak to smo hoteli v bistvu malo razbiti tem mite, kdaj je pravi čas in kdaj ni pravi čas. Torej, če recimo tu zdaj poslušaš tole, moraš vedeti, da ni to tako, da je to zadel v tebe kar tako, nekdo te je vodil sem. Zato, mogoče na začetku ni bilo to planirano, v sklopu tega dogodka sem se odločila, da vam danes naredim tudi 10-minutno meditacijo z vašo dušo, da vam pove, kaj, to res ni bilo planirano. To smo potem se last minute varianta odločili, ker bi te hotela povezati s tvojo dušo in da ti ona pokaže, kaj izmed teh energij trenutno potrebuje za sebe, ker jaz mislim, da ogromno ljudi ni poslušalo svoje duše, zato je to človeštvo tam, kaj je, in da moramo ta stik res narediti nazaj. Tako da to te bom pol na koncu pocrklala. Nimam fizično časa za tečaje, zaradi tega, ker vam to pa to pa to pa to pa to pa to pa to. To je izgovor ega. Torej, kad ti greš v proces nekega tečaja, recimo 20-30 minut, recimo, da trajajo neke energije, ki jih rabaš na dan vložiti za to, da ti dobiš iz tega nek ful dober življenjski rezultat ven. Mene ne mora prepričati, da recimo ne obstajajo ljudje, ki svoj čas res tako imajo ogromen balasta. Se pogovarjajo z ljudmi po telefonu o tretjih ljudeh, šimfajo, gledajo informativne oddaje, pa gre 20 minut kole. Scrollajo po Facebooku, pa gledajo kar neke videe, pa sploh na koncu ne vejo, kaj so gledali, kar neke videe, ker neki ljudje se tam zafrkavajo, pa plešajo, pa gre 20 minut. A veš, kaj mislim? Pa potem kar neki tam, razumeš, bi lahko, ne vem, neki skuhal v 20 minutah, pa kar naenkrat kuhaš 1 uro za to, da bo, ne vem, kdo izmed tvoje družine zadovoljen, pa ti gre 1 ura, pa ti gre 1 ura za to, pa pa tret. Torej, ni to tako, mi vsi, če pogledam svoj čas, pa gledaš kar
neko nanizanko, kar neko serijo, ki se nič noter ne zgodi, pa se na koncu vprašaš, ok, kaj bi v smislu, da zdaj gledam to serijo. A veš, kaj mislim, ne bo ti spremenila življenja, vzela pa ti je, ne vem, 1 uro časa in tako dalje. Torej, vedno fizični čas za sebe imamo 20-30 minut na dan. Je pa res, da je to samo zgodba, katero ti pripravi tvoj zato, da te prepriča v to, da zdaj pa imaš kao zeleno kljukico, zato da nič ne bi naredil zase. Ampak na vse zadnje to samo dobesedno nek mit, ne? Zdaj smo pogledali te mite in je torej zelo, zelo lepo skripto smo vam pripravili, ampak mogoče zdaj v tem trenutku bi jaz še povedala, torej, kateri tečaj je pravi zame. To me ljudje ful veliko sprašujejo, pa Mihaela to sprašujejo. Kristi, kjer tečaj je zame, kjer tečaj je zame, kjer tečaj je zame, ker jih imate toliko veliko, pa več mi jih všeč. Jaz sem vam pripravila zdaj en tak plonk cegelc, ki vam bo pomagal, da mogoče začnete, da boste vedeli, kjer bi bil v tem trenutku za vašo energijo nekako najbolj tako optimalen, pa zato, da ne bo dvomo, ali si zdaj ti to prav zbrala. Okay? In to sem ti pripravila, torej imaš povezavo, kjer prideš torej do te datoteke, ampak zdaj ti bom dala zelo, zelo kratke iztočnice. Kako veš, kaj je tisto, česar se zagrabati kot svojega rešilnega jopiča ali pa neko svojo aktivacijo, glede na to, kaj se ti trenutno dogaja in kaj je do zdaj bilo skreirano, torej na kateri točki ti zdaj si. Okay. Vsi tisti, ki čutite, da se vam ponavljajo ene in iste težave, ene in iste stvari, eni in isti problemi, mogoče se samo ljudje vmes zamenjajo, veš, pa se akterji vmes zamenjajo, ampak če se ti zdi, da toneš, skozi, razumeš, težava na težavo, na težavo, na težavo, pa malo rešiš, pa spet nazaj. En korak naprej, 2 nazaj. Samo nov človek pride v igro, pa spet se isto ponavlja. Če se ti zdi, da je tvoja energija se v nek ta hrčkast krog dala, to pomeni, da se dogaja ogromno lekcij. Te lekcije se ne bojo ustavile, ker ljudje rečejo, ja, pa upam, da bo konc leta boljš. Saj smo se mi tudi si veselili leta 8, pa, a ne, smo videli, kaj se na kolektivu zgodilo. Vsi tisti, torej, ki ste se v neki zaciklali, v tem trenutku stop, oprostiš si, da si v tem ciklu noter, ampak ti se moraš ustaviti. Pri tebi ni to tako, da si lahko prvoščaš, potem, ko to poslušaš, to pomeni, da boš, ne vem, čez pol leta nekaj naredil za sebe, ker to se samo še poglablja. Ne moreš iti noter v živi pesek pa reči, veš kaj, bom stopil iz njega ven čez pol leta, ker zdaj tako res nimam volje, časa pa energije. Živi pesek bo povedal svoje. Za vas so zdravilni tečaji. Mi da zdaj nekaj tako na širše ne bova razlagala o vsakem tečaju posebej, v datoteki sva ti dala, kaj vsak tečaj nekako tako kratke iztočnice prinaša, potem pa je najbolj, da greš na spletno stran, si vsakega, ki te pokliče, prebere, pa pol že začutiš. Ampak za vas so zdravilni tečaji, kakor so brain quantum za možgane, tečaj sorodnih duš, če so problematični odnosi, razreševanje podzavestnih vzorcev, ta bo sicer šele jeseni, tečaj meditacije, reiki tečaji, univerza spiritualnih študij, jasnovidnost in angelska terapija, Amazonija, oceanija, teta, Himalaja, kristaloterapija, tečaj umirjanja. Okay? Nekaj izmed tega. To ste unita prvi. Ta drugi ste radovedneži. Če ste ful v tem obdobju radovedni, radi bi imeli nove informacije, ogromno znakov se vam dogaja. Angeli so mi tukaj pustili znak, angeli so mi tukaj pustili, kaj pa to, a misliš, da kaj tole pomeni? A misliš, wow, jaz sem pa tole videla, to sigurno nekaj pomeni. Dobila sem idejo, to ziher to pomeni. Imela sem ful posebne sanje. Vi ste definitivno v aktivaciji, kjer vam energija, kanaliziranje in vsega skupaj raste. Za vas so primerni aktivacijski tečaji, ki bojo to pomnožili zato, da ujamete ta manifestacijski val. Kateri so aktivacijski tečaji? Akademija kanaliziranja, zdaj jo bomo imeli 23.3., potem je zelo dolg časa ne bo, ne spregledati. Tečaji magije, magija ima ful skrivnostna znanja, zelena magija, miselna magija in tako dalje.
tečaj angelskih aktivacij, tečaj hipnoze. Tečaj hipnoze, duhovni atelje potovanje duše ima tečaj hipnoze. Presenečenje, jeseni bo, a ne, Akaška univerza. To so recimo aktivacijski tečaj, ker so posebna znanja noter, ki jih ne moreš slišati nikjer druge in ti res tudi tako zavest odpre, da je to čisto noro. Potem pa obstaja še tečaj, ki jim mi rečemo dvojno učinkovanje. Dvojno učinkovanje tečaji so pa nekako, ko narediš nekaj za sebe, hkrati pa vidiš, da se ti nekaj dogaja. In sicer to, kar se ti dogaja, je, da se ljudje ful obrača na te, za nasvete, kar naenkrat, a mi lahko to prosim poveš, veš, kaj mene zanima, kaj pa to, in ti kar ugotoviš, da si kar naenkrat tam dežurni svetovalec, dežurna svetovalka za ljudi. In ko enkrat ugotoviš, da se ljudje ful obrača na te, najverjetneje imaš v svojem življenjskem poslanstvu zelo močen klic, da pomagaš ljudem. In v tem primeru lahko greš po dvojni poti. Ena je, da čistiš sebe in hkrati dobiš tehnike, ki ti, ko boš s tem končala, pomagaš drugim ljudem. So pa terapevtske metode, ki se ti predajo naprej. Torej, sprobaš jih najprej na sebi, narediš jih na sebi, ko jih na sebi narediš, jih potem lahko ponudiš še naprej. To so pa definitivno 7.4. prihaja jasnovidnost in angelska terapija, na to je zelo dolg časa ne bo. Dušna transcendenca, napredni light worker bo poleti, zelo dolgega pol ne bo, to ima Mihael. Akaški tečaji, ravno tako Amazonija, Oceanija, Teta, Himalaja, kristaloterapija, tečaj meditacije in čustvena šola. Tako zdaj pa ti točno veš, v katero izmed teh treh kategorij pašeš. Tukaj sem te malo usmerila in v skripto sem ti to tudi napisala. Zdaj bo pa Mihael povedal, kdaj pa zakaj? Takole je, ne. To zdaj, ko sem jaz tebe poslušal, to je tako, veš, kot da je človek lačen, pa gre pa v supermarket in ima tam 200 čokoladic na voljo. In potem hoče vse pojesti, ne? Tako da, ja, zato, veš, rabimo neke take usmeritve po korake, ker ni vse isto, ni vse čokoladice iste, ene so vaniljove, ene so pa čokoladne, ne? In pa moraš vedeti, katera je kaj in katera ti paše tisti dan oziroma katero rabiš. Malo heca, ampak tudi malo resnica, ne? Zdaj pa, kdaj lahko pričakujemo rezultate? Naprimer, ne, ko človek pride na nek tečaj, vsi, ko pridete na tečaj, pa tisti, ki ste že bili na kakih tečajih, pa tisti, ki še prihajate, veste, da vsaka sprememba zahteva nek čas, ne? Saj tudi drevo rabi nekaj časa, da zraste, tudi navada rabi nekaj časa, da se vpelje v življenje, pa da se navadimo na njo, ne? In ko se mi spreminjamo na tečajih, ali pa delamo samozdravljenje, ali pa gradimo neko manifestacijsko energijo, ali pa neko manifestacijo, lahko traja, ne? In zdaj ti bom povedal, kakšni so realni časovni termini, ko traja neka stvar. Ne, me kar noze srbijo zdajle zaradi tega, ker je tukaj zgodba, niti ne vem, kje bi je začel, ne? Ampak ena stvar, ki sem videl, takoj, ko začne človek hoditi na tečaje, začne dobivati nazaj večjo samozavest, začne dobivati nazaj potrditve, začne komunicirati z vesoljem, samo sproži določeno zdravljenje, samozdravljenje, samo sprožijo določeni koraki. Tako je, že na začetku. In to se ponovadi začne že prvi dan, kar je že Miša omenila, ne? Oziroma, kar smo že prej omenila. Že prvi dan se ljudje rečejo, wow, pa sem res dobila neko energijo, ne? Pol pa tukaj ena taka stvar. S Kristi smo naredili tečaje na tak način, da res tisto, kar gradiš, ali je to, ne vem, če razvijaš magijo v sebi, ali je to, če čistiš svojo podzavest, ali če gradiš svojo intuitivno energijo, se učiš kanalizirati, ali če se učiš komunicirati, se treniraš v lightworkerja. Tečaji trajajo toliko dolg časa, ravno toliko dolg časa, dokler je potrebno, da se tvoji možgani, da se tvoj celični sistem, da se tvoje telo navadi. In ta povprečno obdobje je nekje 3-4 mesece, zato da se take velike spremembe, ki jih mi delamo na tečajih, res prizemljijo. Zdaj, če imaš ti res fokus pa energijo, ne, se ti lahko še hitreje zgodijo, ampak v vsakem primeru pa za časa našega druženja. Sploh zaradi tega, ker je toliko veliko intenzivnega učenja, intenzivnega spoznavanja, aha momentov, spoznavanj, veš, presenečenj svetlobnih, ne, se potem to lahko zelo hitro zgodi. Zdaj pa, koliko časa na dan to porabiti, res to ni veliko.
Vem, da imate poln urnik, vem, da imate družine, da imate karijere, da imate hobije, karkoli. Midva nikoli nisva hotela poseči v urnike ljudi, pa še pol dati, evo, zdaj se pa še s tem ukvarjaš življenje, ne? Kot da že nisi dost polna v svojih delovanjih. Zato, kar je že Kristi prej omenila, veš, večina tečajev je tako narejenih, da jih lahko implementiraš v svoje življenje, takrat, ko tebi paše, pa delaš takrat to, kot tebi paše. Odgovorno, seveda. Ne? Tako da si lahko tudi te procese prilagodiš sama. Midva nisva ta učitelja, ki bo rekla, to moraš tako delati, če ne boš tega delal na tak način, te bo za uho. Vemo, da ima vsak človek svoj proces, vemo, da imate vsi svoje bioritme, vemo, da imate vsi svoje zavesti drugačne, prihajate drugačne okolja in vsak tečaj si prilagodite čist sebi, na svojo kožo, tako kot vam paše in kot vam ustreza. Prav. Zdaj pa, zakaj zdaj? Zakaj je zdaj pomembno, da greš na tečaj? Zdaj, že prej na začetku sem omenil, da smo v letu osmice, zaradi tega, ker veš, v letu osmice je pomembno, da primeš energijo. Zdaj imaš veliko možnosti v življenju, da se ti zgodijo. Zelo veliko možnosti imaš, da se ti zgodijo tvoje poslanstva, da se ti zgodijo tvoje rasti, tiste stvari, o katerih že dolgo časa razmišljaš. Prejšnja leta niso bila mogoče toliko naklonjena gradnji, kot so bila naklonjena temu, da sebe čistimo, pa spoznavamo in tako dalje. To leto je pa res manifestacijsko lahko močno, ne? Zato, veš, da se ti potem ne zamudiš leta, da ne zamudiš portalov, ko so odprti. Zdaj je idealno za zaštartati velike cilje, za zaštartati velike spremembe, za postaviti novo poslanstvo, štartati nove zgodbe. Vsak človek je kakorkoli slabe volje, pa reče, pa ima občutek, da je ujet v življenje, pa ima občutek, da mu nekaj manjka, pa ima občutek, da ni to, ali v službi, ali kjerkoli. Ima letos idealne šanse, da sproži spremembo, ki ga bo fascinirala. Je treba zdaj začeti, ne? Zato smo tudi ta dogodek danes naredila, da pomembnost na to vržemo. Ker dostikrat ljudje mislijo, zdaj pa pomlad, prišla pa sonček, bomo šli na kolo, zdaj opitak vse v redu, pa še malo pa bomo dopust zbokirali, ne? Tale spomlad gre hiter mimo, ne? Pa hiter bo tlu poletje in leto je zelo, zelo, zelo močno. Zato smo tudi midva zdaj dala enih par novih projektov ven, se boste videli, poglejte si, ne, in smo prijela energijo in jo bova skozi držala. Mi da bova skozi delala s tistimi, ki želite, zdaj v tem obdobju zelo, zelo, zelo močno. Fokusirano, osredotočeno, s podporo, kozmično in zemeljsko. Ne? Tako da, to je prva stvar, zato da potem ne padeš. Ker, če smo zelo iskrena, poglejmo ljudi okoli sebe, nekatere, eni zelo, zelo, zelo padajo v svojem upanju, zelo, zelo, zelo padajo v svoji veri, v svoje življenje, zelo, zelo, zelo padajo negativno, pesimistično v glavi. Tudi marsikatere stvari se trenutno po svetu dogajajo, ko niso glih dobro gorivo za dobro psiho, ne, pa mirno spanje. Tako da, veš, ti tečaj ti pa tudi omogoča, da ti ostaneš v kolektivi, ki je dobra, ki je povezana, ki so fajni ljudje. Noben tle ni negativc, pesimist, noben tle ne jamra, pa se pritožuje. Ok, vsi se zavedamo, da ima vsak svoje izzive pa težave, ampak vedno si pristopimo na način, ki je dober, ki ti dejansko pomaga v življenju. Ker neko priteževanje tam nič nobenemu ne pomaga, razen slabo energijo širi. A veš, in to smo Kristi ful ponosna. Mi dva redno rečemo, da imamo najboljše tečajnike na svetu. Res, zaradi tega, ker res ustvarjamo neke kolektive, pa neke skupine, pa neke ljudi, pa druženja, ki so zelo redki trenutno v tej dobi. Zelo redki. Smo dosegla včasih na tečaju, dosežemo, da se popolni neznanci prvič srečajo, pa se take duhovne spomini vklopijo v sorodnih dušah, pa se take lepe energije ustvarjajo, da se včasih vprašamo, kako je to mogoče. Kako je mogoče 20 ljudi pripeljati na en tečaj, pa da se vsi tako dobro imamo, pa štekamo, vsi različni, na koncu pa vsi gremo v isto smer. To je fascinantno. Kaj češ boljšega? Ne? Tako da to, ne? Je veliko stvari, mi da lahko govorimo o tem celo noč, ko imamo toliko veliko dobrih stvari za povedati, ampak lej, se spodbujamo vsakega izmed vas, da se sam razišče, pa da se sam pogleda. Vidim pa dosti zelo na klepetu, da ni tečajniki pišete, ne? Pišete, ko ste že bili pri nama, da se strinjate in sem zelo, zelo, zelo vesel. Zdaj pa, zakaj tečaji našega ateljeja? Ker to je pa zdaj par takih tehničnih stvari, ki so zelo, zelo, zelo pomembne, ki jih ljudje ne poznajo. Prva stvar je, da so to spletno doživetje, ki si ga prilagodiš. To se pravi, potekajo preko spleta, tako kot danes to. In vsi vemo, da je splet zelo fleksibilen, zelo dostopen, tebi se lahko marsikaj v življenju dogaja. Ne vem,
se spomnim, ko kak človek pride na tečaj pa reče, da je zbolel, ne? Ampak če bi imeli mi zdaj tečaj v živo, ne bi mogel priti, tako je pa prek spleta pa smrka z robčkom in prek spleta sodeluje s posle, ne? A veš, ali pa smo že imeli tečajnike, ki so bili pri frizerju, pa so rekli, jaz sem pri frizerju na trajniku, dolg časa traje, pa vmes poslušam tečaj. A veš, to so take res fajn stvari, ne? Dobenega bremena, posnetki so ti na voljo za vedno. Ni da vemo, da čas kakšne specifične stvari povemo, specifične stvari se pogovarjamo, nimamo iluzije, da se vse človek prvo zapomne. To so posnetki do konca življenja, zavedno so na voljo, kadarkoli se lahko pogledajo. Dodatne spletne učilnice za vso vsebino, smo tako naredili naše portale v ozadju, kjer imate izrezane posnetke tečajev, pa imate meditacije studijsko posnete, pa s tečajev, kar delamo, vse imate na voljo, mnoge skripte, dodatne vaje in tako dalje. Osebno mentorstvo na zaprti članski platformi, če vas zanima karkoli, imate vse to potem vse na tečaju, dejansko razložba, lahko postavljate vprašanja, če kaj ne razumete, hočete dodatno razlago. Da ne govorimo o obsežnih skriptah in materialih, ko folk včasih reče, ajo, tu sem pa mislil, da je drugače. Ja, veš, sem mislil, da bomo sami pisali. Ne. Midva s Kristi se res potrudimo. Midva spiševa take skripte, da bi lahko knjigo iz njih izdali. Vse napišemo noter, usmeritve, zaradi tega, ker res hočemo, da se sprostite, pa res ne razmišljate, da morate zdaj tam z roko, da vam bo trknil zapestje, ga boste 8 ur, 6 ur, 5 ur pisali. In imate potem, veste, tam podporni material, ne, tisti, ki ste bolj vizualni tipi, imate videe, tisti, ki ste radi berete, imate skripte, o meditacije za domače delo. Vsi tečaji prinašajo meditacije, eni več, drugi manj, za delo doma, za treninge, za meditiranje zjutraj, zvečer, kadarkoli želite. Mislim, to je res veliko, to ni samo tečaj, to ni samo neka stvar, da priješ pa poslušaš, to je cel podporni sistem, ki te podpre izven tečaja, na tečaju, po tečaju, med tečajem, za celo življenje. Avtorske metode in močni certifikati, na to smo s Kristi zelo ponosna, da vse, kar delamo v našem ateljeju, je absolutno unikatno, je absolutno avtorsko, zato so tudi ljudje to radi vračajo. Midva nisva ena izmed ljudi, ki bomo zdaj brala nekoga drugega in bova citirala njegove besede. Ne, oni citirajo svoje besede, midva bo pa svoje besede in sva zelo ponosna, da imava potem tudi mnogo certifikatov in domačih in mednarodnih. In ja, včasih pride, mislim, velikokrat pride ljudje, reče, jaz bi pa rada bila certificirana terapevtka, jaz bi pa rada delala z ljudmi naprej, jaz bi rada pa učila ljudi naprej. Terapije, angelske terapije, individualne terapije in tako dalje. Na, lahko, komot, te bomo certificirali po koncu tečaja. In čestitam, evo, za novo referenco življenja, ne? In znanje, ki seveda srečaš nikjer druge. Napredna šola za Lightworker, se spomnim, tam take stvari učim, ki jih nikjer na Googlu ne najdeš. Dobene knjižnice jih nima, da ne govorimo o kaški zadeva, da ko Kristi uči o magiji, ko Kristi uči o jasnovidnosti, to so take informacije, ki tako rečeš, wow, nisem to vedel, da obstaja na tem planetu, pa, saj ne, to je zdaj prvič, a veš. Tako da, o tem, mi da smo ponosni na strukturo, ko smo jo postavila, ker je res narejena za človeka. Ni diktatorska, ni naporna, res je narejena tako, da lahko vsak najde svoj tempo in način v njej. In v 10 letih se je potrdil tisočkrat in tisočkrat, da smo našli nekaj, kar res dobro dela. Ja, zdaj ogromno ljudi naj zdaj vprašali, zakaj toliko novih tečajev? Mogoče je bilo dobro, da to povejo zdaj, zakaj, a ne? Mi, da sem se z Mihaelom odločila za nove tečaje, zaradi tega, ker sva z ogromno nekimi biti novimi komunicirala, zaradi tega, ker sva na začetku leta sva vam povedala, gremo v leto osmice. In vsaka številka ima zelo dvojno energijo. Ena energija je ful velik plus, torej sonce, ta druga je pa minus, je pa senca. Zdaj, če gledamo torej osemko, obilje, bogatstvo, neskončnost, pozitivnost, senca tega je pomanjkanje, strah, stvari, ki usahnejo in se odvzamejo. In zdaj smo mi na začetku osemke smo čakali, kaj se bo zdaj zgodilo, ne? Kaj smo mi zdaj v sedemki naredili in kaj se bo zgodilo, ko bo prišla osemka. Nič ni izgubljenega, mi zdaj v tem trenutku, ne vem, kdaj poslušaš to vsebino, smo pač sredi marca. Ampak v teh 3 mesecih se absolutno ni pokazala sončna stran osmice. To pomeni, ljudje so bolj apatični, bolj slabe vole, pomanjkanje je,
na celi kolektivni sistemski ravni, saj vemo, je neko pomankanje, kar pomeni, da neke stvari nismo poštekali. In recimo, novi tečaji so absolutno odgovor na to, treba bo te energije dvigati. Zato recimo unika poslušate in tako, veš kaj, zdaj pa se meni nekaj dogaja. Torej, jaz grem lahko pol novembra bom šla na tečaj, pa oktobra, pa mogoče bom šla drug let na tečaj. To enostavno sploh ni več možnost, zaradi tega, ker leto 8, ki je odločilno, kje bo tebi tvoje življenje stalo za naslednji cikel, naslednjih 7 let, zato ker je manifestacijska številka. A veš, kaj mislim? Da če si hočeš res življenje manifestacije pozitivno postaviti, moraš leto zagrabiti vse, kar imaš levo, desno, gor pa dol, tret pa četrt. In kljub temu, da sem z Mihaelom vedela, da bo ogromen časovno in tako na naju padlo, tudi mi dva pač nič ne jamrava, sva potegnila vse konje, ki jih imava, in sva rekla, greva skupaj z ljudmi v to dirko, in zato sva pripravila nove tečaje, ki so prilagojeni na to, kar se je zdaj zgodilo, kar se je zgodilo na kolektivni ravni in tako naprej, zato ker je treba narediti tudi novo stopničko. Že stari tečaji so bili visoko napredni, ampak te nove sva pa prilagodila prav na energije, ki so se zdaj sprožile in jih je prinesla svetovna situacija. Razumeš? Tako bo delala hibrid med tem, kar je prej bilo, za torej dvigovanje frekvence pa duhovno rast in glede na ta nova obdobja. Torej v skripti, katero si zraven dobila, ena taka mini knjigica za darilo, si lahko s parimi besedami pogledaš, kaj prihaja. Kristija, lahko samo z eno besedo poveš? Ok, ampak res samo z eno. Akademija kanaliziranja, 23.3. Odpiranje portalov, razumevanje angelov na način, kot jih se ne moreš nikjer drugje naučiti, če se ti zdi, da do zdaj nisi zmogel slišati angele, pri meni se res tega lahko naučiš. Odpiranje portalov, kodiranje predmetov, kanalizirano pisanje, še marsikaj. Zelena magija, 56 urokov, branje takih posebnih kart zelene magije, energijsko čiščenje prostorov, zelo pomembno zadnje čase, in s takimi obrednimi ploščami, ampak to moraš imeti res tako malo čarovniško naravo. Zelene magije najmanj 2 leti, če ne še več, ne bo. Tako sem tukaj, da mogoče te omenim, zato ko jih pa ful pogrešajo. Jasnovidnost in angelska terapija, vse, kar jaz poznam glede terapije, te jih tudi tako naučim. To pomeni, dobiš predane metode, opise za na spletno stran in točno po moji metodi lahko delaš naprej, plus številne vaje za jasnovidnost, naučiš se brati auro, naučiš se brati prostore, kolektivo, osebna svetovanja, vse to se naučiš. Jasnovidnost in angelska terapija je res obsežna, vse skupaj imaš na koncu, veš koliko, to je za tak fascikel materialov. Dušna transcendenca za vse, ki so sebe zgubili, sploh ne vejo, kdo so zgubljeni, kazajci sred džungle, rabijo svojo dušo nazaj, kaj sploh jaz delam na tem planetu. Univerza spiritualnih študij, dušni readingi, svetlobna DNK zdravljenja, ogromno se dela na tem principu zdravljenje energije in tako dalje. Krati pa imaš tudi te variante, kako resetirati, če si malo božanski čas, malo spravil na nestabilna tla in še naprej. Najmanj 2-letni umik, zdaj bo junija in potem zelo dolgo ne. Napredni light worker, čisti abstrakt, to ima Mihael, avatar, potovanja k Bogu, komuniciranje s takimi posebnimi galaktičnimi lordi, metode, meditacije in potovanja, katera ne moreš srečati nikjer drugje na svetu, absolutno ne. Denarni reiki, na to umik do 2025, se je združil princip zaradi leta osmice, kreirati obilje, finance, posel, ne gre se samo za denar, in resetira to negativno človeško karmo, ki se veže na denar, zato da ti to potegneš ven, da nisi ujetnik tega. Reiki je čudovit prevodnik za to, a ne? To so recimo ta stari tečaji, ki se bojo potem za nekaj časa umaknili. Tisti, ki jih hoče loviti, jih lovi zdaj. Okay? Potem pa ponovili smo še 30.3. ni bil planiran. Jaz sem mislila, da bom tisto soboto frej, zato ker sem nekaj, ok, nekako bo pol velikonočna nedelja, pa bomo frej, pa mi je nek angel prišel na glavo pa rekel, ne, to je treba še narediti. Krajši tečaj samozdravilnega reikija, rada bi opozorila na samozdravilni reiki. Ogromen je ljudi, ki nima sebe v tem trenutku dosti radih. Ljudje, ki so do sebe tako, imajo tako porušen odnos, samozdravilni reiki
pa če ti drugi ljudje pa še to kažejo, če si v samosabotaži, se drugi grdo do tebe obnašajo, tečaj sorodnih duš ali pa samozdravilni reiki zelo pomemben. Tukaj pa so seveda novi paradni konji. Vsi bodo do zadnjega kotička polni. Že, ko smo prve skupine obvestili, mi vedno pač nekako obvestimo z notranjimi maili tiste, ki so nekako prej hodili na druge tečaje, tako da smo jih, 71% smo jih že zapolnili, samo to, da veste, se morate hitro zagreti za to. Quantum brain, kvantni preskok možganov za tiste, ki ste ujeti v glavi. Veste, da bi radi nehali biti v nadzoru, a možgani vas matletirajo. Možgani vas matletirajo s tem, eno in isto razmišljate, bojite se, dvomi, skozi smeljete in imate hrčke. Rada bi vam pomagala, jaz sem čez to šla. Brain quantum je nekaj, da vam ta stres spravimo ven. Začne se pa hitro, 18.3. Tečaj sorodnih duš, sem že povedala, torej za odnose pa razumevanje, kdo je kdo v tvoji zgodbi življenja. Tečaj miselne magije, to je za mage, kako materializirati neke stvari, s tem, da upravljaš magijo, ki se kanalizira čez misli. Tega so zagrabili, noro, nisem pričakovala. Tečaj angelskih blagoslovov in aktivacij, to so posebne angelske intervencije, pa kako omogočati angelom pot, pa kako v bistvu, a veš, kaj to pomeni zaprositi angele za nekaj, kako to teče, zakaj se enim to zgodi, drugim ne, kakšna je ta pot, kako lahko te ovire odstranimo, kako lahko jaz pomagam, ne vem, svojemu otroku, pa svojemu ljubljenemu, pa da mu ne kratim zakona svobodne volje in tako dalje. Nekaj je angele prositi za pomoč, drugo je pa imeti frekvenco, ki to lahko sprejme. To je ta tečaj, to se bo dogajalo junija. Himalaja, 22.6. Zdravilno mistična znanja iz vrha sveta, tega tečaja ne morem razložiti. Ne morem, ta tečaj je nerazložljiv. Tudi, ko bereš opis, veš, da ti srce divje utripa in veš, da se ti nekaj dogaja, ne znam ga razložiti človeškimi besedami, žal. 11.8. tečaj hitrega samoumirjenja, za une, ko vam srce divja. Ko imate mogoče, a veš, ko na stvari ful tako reagirate in vam telo ob tem ful trpi in se rabite pomiriti, to bo pa, ampak to je šele nekje polet. Seveda bojo prišli jeseni novi tečaj, povedala sem, v nastanku je tečaj hipnoze, japonskega reikija in tako dalje. To še pride, ampak mogoče bomo naredili še en tak dogodek septembra, pa se bomo raje o tistih tečajih pogovarjali takrat. Jaz na vašem mestu zdaj ne bi dala fokus na njih, zaradi tega, ker imamo do 8.8., torej v letosmice smo, numerološko gledam do 8. Moramo poskrbeti, da te energije zdaj dvignemo in moramo paziti, da vi ne padete pod to kolektivno manifestacijo, ki trenutno tone. Vi lahko naredite svojo kolektivo in te tečaji vas bojo dvignili čez to, zato smo vas raje zdaj držali tukaj in se nismo niti odločili razpisati, kljub temu smo pripravljeni te pač jesenske tečaje, zato ker bi vas radi opomnili na teh prvih 8 mesecev leta, ker veš, ta zadnja polovica potem samo sfinišira, kar se delali, pa bi vas raje tukaj opomnili, koliko je to pomembno. To so vsi tečaji, brošura je za vas pripravljena, potovanje duse.si je v bistvu ta prava povezava za vas in vsi, ki boste šli na te tečaje in vsi, ki boste šli na tečaje, ki imajo 3+ stopnje, kar so skoraj vsi, razen kakšni te kratki enodnevni, vam je Mihael naredil zraven še prav prilagojeno je bilo, ker je za to leto, matrico uspeha, spletni program, ki je drugače vreden 444 evrov, dobite torej vse tečaje, ki imajo začetke do 1.9. dobite ta program v doživljenjsko uporabo, dobite zastonj. Okay? Vsi, ki boste karkoli izmed tega naredili, zaradi tega, ker so vas hotela podpreti. Dobili ste pa tudi darilne bone, upam, da ste pokukali v njih bogate darilne bone, velikodušne in to je tisto, kar duhovni atelje in midva z Mihaelom lahko v tem trenutku narediva. Upam, da si zdaj dobila odgovor, zakaj te tečaji, zakaj so učinkoviti, zakaj je zdaj pravi čas, zakaj smo zdaj v pravem obdobju, kaj prinesejo in kateri je pravi za tebe, a ne? Udobno se namesti. Zapri oči.
In začni ponavljati globoke vdihe in izdihe. In z vsakim izmed njih vedno bolj čutiš sebe in padaš in padaš in globoko vase. Nobenih več drugih glasov, nobenih drugih ljudi. Potrebuješ slišati sebe in tvoj prostor okoli tebe postane tempelj duše, prostor, sveti prostor, kjer občutiš mir, varnost in povezavo s seboj. In v tvojem prsnem košu zasveti zvezda, taka zlata zvezda, in v tej energiji prepoznaš svojo dušo, prepoznaš, kako zelo potrebuješ stik z njo. Kako se včasih pozabi na dušo. Vse druge poti so bolj pomembne. Za vse druge ljudi se toliko naredi. Kaj pa ona? Kaj pa ti? Položi obi svoji roki na prsni koš. Čas je, da objameš sebe in da se vprašaš, kaj pa jaz? Kaj pa je zame? Kaj pa moje poslanstvo? Kaj pa moja rast? Kaj pa moja manifestacija? Kaj pa moj potencial? Kaj pa moj mir? Kaj pa moji angeli? In ponavljaš globoke vdihe in izdihe, ko obe tvoji dlani zažarita v svetlobi. To pomeni dotakniti se duše in v tvojem prsnem košu ta zvezda žari in žari. In sedaj samo opazuješ svoje občutke, morda zagledaš kakšno vizijo in duša ti sporoči, kaj si želi kot naslednji korak, kaj izbrati zase zato, da lahko obnoviš stik z njo. Kako ojačati svojo duhovno povezavo z eteričnimi biti s seboj, kako okrepiti kanaliziranje, zdravilnost. So točno določeni načini, ki lahko pomagajo duši, da pride v ospredje in prevzame vajeti. Kateri so ti načini? Duša, prosim te, spregovori. In v tem trenutku zaupaj vsemu, kar čutiš.
in dovoli si poslušati in dovoli si novo zavezo sebi dati. Zdaj. In ko si duša nekaj zaželi, ne moreš reči ne. Naj ti sama pove, kaj potrebuje. In vedi, da vse, kar potrebuje, je zato, da je življenje v redu, da je manifestacija v redu, da se vse uredi zate. Saj veš, da ti nikoli ne bi škodovala, kaj ne. A samo prisluhni ji. Dovoli si prisluhniti. Opazuj tudi svoja čustva, kaj ti veliko povedo, ko šepeta duša. A ta komunikacija je dvosmerna. Ali lahko tudi ti svoji duši obljubiš, da naredila bom nekaj za naju, za to pot na zemlji, zato si prišla sem, draga duša. Naredila bom nekaj za to, da obnovim ta sveti, svetlobni stik. Začuti to obljubo, zavezo in začuti, kako se vzpostavi ta most zaupanja nazaj med vama. Dovoli si.
In narediš nekaj globokih vdihov in izdihov v prsni koš. Objemi sebe, kot da želiš nekako objeti svojo dušo. In začuti, kako je ta stik sedaj obnovljen. Vrne se vse, kar je bilo izgubljenega. Spet jo slišiš, spet je tukaj. Sledi njenim znakom, navodilom in vedi, vedno te bo vodila po pravih poteh življenja. Seveda, da te bo, ampak ji, prosim, pomagaš. Potrebuje sodelovanje tudi tvojega zemeljskega jaza. In v tej sveti obljubi, da bo ta dušni tempelj pripeljal nazaj, ko bom preštela od 10 do 1. Skupaj sva močnejša, skupaj sva močnejši. Obljubljam, da se ti posvetim. Hvala za vse, kar delaš zame. Pa se le vrni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Prizemlji se, vrni se, premakni prste na nogah in rokah. 2 in 1. Sedaj lahko odpreš oči in si na potezi, kaj narediš za svojo dušo. Dragi moji, takole v teh mirnih energijah bomo končali. Midva z Mihaelom sva povedala svoje. Povedala sva, naredila sva ta dogodek, ker se nama je zdelo pomembno. Nisva tukaj, da vas prepričujeva, da rastete, ampak sva ponudila možnost, ker se nama zdi pomembno. In to je maksimalno, kar lahko midva narediva. Da vam poveva, zakaj je to učinkovito, kdaj, v kolikšnem času, kakšne rezultate ima in kaj imate na voljo. Ker to, kar ste tudi zdaj doživeli meditacije, to imajo vsi tečaji, še veliko več tega, plus znanje in tako dalje. Zavedava pa se, da od tega trenutka dalje ste midva lahko poslušava angele in vaše duše in vam predava, da se to res zelo rabi, ste pa absolutno vi na potezi, da to zdaj v tem trenutku sprejmete. In jaz močno verjamem v vas. Miš, boš še kaj dodal? Na tole, kar si povedala, nič.
Po moško. Fajn mi je bilo z vami. Ful je bilo Super lepo. sem vesel. Zelo lepo je Vesel sem, bilo, da ja. ste radovedni glede življenja, vesolja, kar ohranite ta način, da postavljate vprašanja. Če postaviš vprašanje, vedno dobiš odgovor. Potem pa lageš naprej. Tako da, hvala za lep Tako. večer, hvala moderatorska ekipa za Hvala moderatorski ekipi. Nuša zelo, Erika za podporo iz ozadja, pa hvala celemu vesolju, ne? Ker če ne bi bilo njega, pa se mi ne bi te stvari danes pogovarjali. Tako je. Karkoli vam duhovni atelje potovanja duše lahko pomaga, uporabite svoje darilne bone, uporabite našo pomoč, uporabite vsa darila, ki jih damo. Potovanje duše.si je vaša povezava. Kjerkoli že srečamo, bomo skupaj. Tudi lepe meditacije, zelo lepe so pred vrati. Se vas bomo vedno veselili. Lepo se imejte. Čau. Čau.